V odmaknjeni in nedotaknjeni dolini svetega Janeza Krstnika, le lučaj oddaljeni od mesta Slovenske Konjice v severovzhodni Sloveniji, se nahaja tiha lepotica Žička Kartuzija. Tukaj so pred 850 leti svoj dom našli beli menihi iz Velike Kartuzije na Francoskem in v lokalno, slovensko ter evropsko zgodovino vtisnili močan pečat, ki ga je čutiti še danes. Žička Kartuzija je bila ustanovljena v 12. stoletju kot prva kartuzija zunaj matičnih dežel Francije in Italije, prva v Srednji Evropi in prva od 4 na Slovenskem. V svojem času je imela eno največjih knjižnic, bila je evropski kulturni in politični epicenter, kjer se je v tedaj politično in cerkveno razdeljeni Evropi porodila ideja o ponovni združitvi. Je ponos in vredna vsega našega spoštovanja. V letošnjem jubilejnem letu ji zato občina Slovenske Konjice posveča posebno pozornost s številnimi prireditvami, osrednja prireditev v počastitev njene 850-letnice z dnevom odprtih vrat, večerno osrednjo svečanostjo Lepota doline in koncertom Gregorijanskega korala pa je bila v soboto 4. julija. Častitljivo vrednost je 24. junija letos priznala tudi naša država, ko jo je na 43. redni seji Vlade Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Že v dopoldanskem času se je pričelo pestro in zanimivo dogajanje. Pred vhodom so bile srednjeveške stojnice z unikatnimi izdelki izpod spretnih rok lokalnih ustvarjalcev in pridelki iz domačih surovin, lecta in medu. Za vse tiste, ki imajo ustvarjalno domišljijo in se želijo igrati, so bile na voljo kartuzijanske ustvarjalnice in starodavne igrarije v organizaciji in izvedbi Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice in literarnega društva Gnezdo. Na doživljajske sprehode skozi zgodovino naših prednikov so se obiskovalci podali ob zvokih starodavnih instrumentov v izvedbi Sama Kutina, ki je igral na zanimiv instrument imenovan hurdi-gurdi, in Andreja Fona z dudami in bobni. Po sprehodu čez srednjeveško tržnico in obisku srednjeveškega tabora so obiskovalci vstopili v spremstvu menihov v srednjokartuzijanske prostore. Druščina Zlate Ostroge, društvo ljubiteljev srednjega veka, je nazorno prikazalo življenje v 15. stoletju. Kulturno-umetniško društvo Galiarda Celje, skupina za obujanje starinskih plesov in glasbe, pa je zaplesala nekaj prepoznavnih srednjeveških plesov. Doživljajski ogledi kartuzijanskih zbirk ob prisotnosti menihov, ki so svojo vlogo dobro odigrali, so pustili svoj vrsten pečat pri obiskovalcih, ki so slišali mnogo zanimivih informacij o razstavljenih slikah, oblačilih in ostalih predmetih v zbirkah. Vodenje je organiziral TIC Žička Kartuzija in literarno društvo Gnezdo. Pri spoznavanju kartuzijanskih gospodarskih dejavnosti je iz področja zeliščarstva sodeloval domačin Drago Iršič v vlogi srednjeveškega zeliščarja. Ob vseh dogajanjih je za kulinariko poskrbela ekipa v gostilni Gastuž, najstarejši še delujoči gostilni na Slovenskem iz leta 1467. V večernih urah je potekala osrednja svečanost ob 850. obletnici Žičke Kartuzije v organizaciji občine Slovenske Konjice in javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Spoštovane gospe in gospodje, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v Žički Kartuziji, na tem posebnem delu občine Slovenske Konjice, kjer letos obeležujemo 850 let, odkar so v to dolino prišli kartuzijani. Zbrali smo se ob tej mizi, ki je sicer kopija tiste originalne, ki se nahaja v protokolarnih prostorih, in ob tej mizi so tudi menihi znali razmišljati, se pogovarjati tudi sami sabo in iskati tiste vrednote v življenju, ki nam v sodobnem načinu življenja včasih primanjkujejo. Jaz bi želel, da se iz tega druženja rodi tudi na osnovi tiste dediščine Žičke Kartuzije sodelovanje v dobrobit nas in vseh tistih, ki prihajajo za nami.
Domačinom in obiskovalcem iz bližnje in daljne okolice je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor namenil nekaj prijaznih in spodbudnih besed. Je tudi prostor zaradi zgodovine križišča številnih duhovnih, političnih, vojaških in drugih poti, ki nam iz preteklosti sporoča o njegovem pomenu in nam zapušča v navdih, v premislek, večinoma kot spomenik, mestoma, tudi kot opomnik, znamenitosti kulturne dediščine v materialnem in duhovnem smislu. Kot je bil dejal državni sekretar, je naša prva dolžnost, da nanje ne pozabimo in da jih ohranjamo. So del naše narodne identitete. Čeprav zlasti recimo Kartuzija s svojimi 850 leti se je že daleč nazaj v čas, ko o narodu, kot ga razumemo danes, pravzaprav še ni bilo moč govoriti. Vendar je tukaj, na Slovenskem, in mi, kot zrel narod, ki se ozira v zgodovino za to, da bi našel navdih za prihodnost, moramo poskrbeti za to, da tudi prihodnji rodovi iz takih lepotic, kot je tale tukaj na koncu te doline, ostane našim otrokom in vnukom in njihovim otrokom in vnukom za enak navdih kot nam. Gosta sta med drugimi povabljenimi bila tudi Yves Gerpion, župan mesta Saint-Pierre-de-Chartreuse, in Nicolas Diderix, direktor tamkajšnjega muzeja Musée de la Grande Chartreuse. Svečanost je obogatil še nastop Koralnega zbora Akademije za glasbo Ljubljana v sodelovanju s kulturnim društvom Zgovorna tišina z naslovom Prepevajte psalme njegovemu imenu.
V današnjem času vrveža in nenehnega hitenja so prijetno julijsko soboto obiskovalci preživeli v svečanem vzdušju. Verjetno bi marsikomu priporočili poslušanje tihe zgodbe, ki se že od 12. stoletja pripoveduje v tej lepi dolini svetega Janeza Krstnika.